Gospod Šurla, kakšen komentar? Za koga? Vest.si. O čem? Ne vem, Miss Universe zboru. No ja, nisem gledal Miss Universe. Pa današnjih rezultatov? Ja, zdaj, kar kaže, je situacija zelo tesna. Ne? Projekcije so kazale na 3 do 4% razliko v korist SD-ja, zdaj vidim, je dober odstotek samo. Ne? Ampak kljub vsemu, mislim, je relativni zmagovalec volitev SD. Mislim tudi, da ti glasovi iz tujine ne bodo prevagali slike. Pa tudi res, da je Janševa stranka dobila 29% glasov, kar je isto kot 4 leta nazaj. Po drugi strani pa žalostno, da ni Nove Slovenije noter. Mislim, da je pa največja tragika, ampak ko sem gledal te rezultate, je to predvsem zasluga gospoda Duhovnika in njegove kompanije, ki se je šla to neko krščansko stranko in bila izrazito podprta v nekaterih tiskanih medijih, imela tudi med vsemi temi izvenparlamentarnimi strankami največ tiskanih oglasov v vseh dnevnih časopisih. Tudi mislim, da na televizijah sem edino med izvenparlamentarnimi strankami zasledil njihov oglas. Zato se sprašujem, odkje tem ljudem to gnarja? Dobro, tu bo čas. Zdaj gremo nekaj, še vprašam naslednjo. In tu je dejstvo, da je SDS v bistvu dosegla skoraj enak rezultat kot na prejšnjih politikah, ampak ostale vladne stranke so nekako se skrile, so padle, rezultata ni bilo. Kakšen je razlog? Ali ljudje niso bili z vlado zadovoljni, samo stranko SDS pa nekako so, mislim, to mi povedal. Kako si to razlagate? Jaz mislim, da je tukaj odločil ta fotofiniš. Predvsem tukaj zadnji teden, morate videti, da je bila rekordna volilna udeležba v Ljubljani. V prejšnjih, ne vem, če je bila toliko visoka, kot je bila zdaj. In da je bila zelo nizka volilna udeležba na vzhodu Slovenije, kjer če presekamo ta rezultat po volilnih enotah, je Janševa SDS bila zmagovalka v teh volilnih enotah na vzhodni polovici, jugovzhodni polovici Slovenije. Se pravi, aktivizacija nekako urbanega plemena volilnega. Tako je. Jaz mislim, da je tukaj gospodu Jankoviču in gospodu Kučanu v zadnjem tednu uspelo mobilizirati tisti odločilni procent do 2% ljudi, ki drugače ne bi šli voliti. S tem, da so ustvarjali nekakšne izredne razmere in skušali udeležbo narediti s tem češ, da je to glasovanje proti Janezu Janši. Vas je nizka udeležba, nasploh nizka udeležba presenetila? Niti ne. Moramo v zmeri vedeti, da udeležba nekako pada iz enih volitev v druge in to je nekakšen trend tudi v Evropi. Ljudi enostavno ta politika čedalje manj zanima. So apatični nekako. Postajajo vedno bolj apatični. Jaz sem zagovornik. Pa tudi kriva politika za to, da so tako bolj apatični. Pa tudi lagodno življenje. Morate vedeti, veliki večini Slovencev gre v zadnjih letih kar zelo dobro. Mislim, s tem, da so se upomogli, mislim tako, da gospodarstvo nekako kar dobro laupa in tako da se jim tudi imajo druge prioritete najbrž v življenju. Čeprav jaz sem imam tukaj, glede kar se tiče volilne udeležbe, jaz bi imam tako bolj radikalno stališče. Jaz bi zagovarjal to zadevo, da mora biti obvezna. V nekaterih državah je, morate vedeti, da Avstralija, tam je celo predpisana kazen, mislim, da $10. Tudi Švica ima podobno in tako naprej, če že ne gremo tudi deliti stran. Ok, najlepše hvala za vaš mnenje.